Pred rektoratom Univerze v Ljubljani so v petek 24. junija odprli razstavo projekta Oblikovanje rešitev za obolele z multiplo sklerozo. Študentke in študenti so v okviru projekta razvili praktične pripomočke za lajšanje življenja obolelim. Lažja priprava obrokov, prenašanje bremen, lažja intimna nega, prilagojen nakit je le nekaj idej, ki so jih v okviru projekta Evropske zveze Evtopija z interdisciplinarnim sodelovanjem razvili študentke in študenti industrijskega oblikovanja, medicine, strojništva, kognitivne znanosti, sociologije in arhitekture. Bi naredila en tak kratek uvod, da dobimo nek okvir, kako smo sploh v bistvu pristali tukaj, kako ste danes prišli do tega, da ste si pogledali razstavo Oblikovanje rešitev za obolele z multiplo sklerozo. Del aktivnosti kariernih centrov sodi pod projekt Evtopija 2050. To je krovni pilotni projekt Zveze Evtopija, ki šteje danes že 10 članic. Mi pa ta projekt koordiniramo, se pravi Univerza v Ljubljani. Poleg nas so še Univerza Frey v Bruslu, Serži iz Pariza, potem je na Švedskem, v Göteborgu Univerza, Pompeu Fabra v Barceloni in pa v Združenem kraljestvu je Univerza v Zurichu, ena od teh 6 članic, ki sodeluje na Evtopija 2050. Lani jeseni pa so se nam pridružile še 4 univerze, in sicer Nova Lizbona, Univerza Sacro-Scari iz Italije, Tehniška univerza Dresden in pa Univerza Babež-Bolyai iz Romunije. Tako da to je, da razumete, da je to neka aliansa, neka zveza, ki čez te svoje pilotne projekte, kot sem rekla, Evtopija 2050 je krovni, poleg tega imamo še Evtopija Train, Evtopija SIF in FlexLab, si prizadeva v bistvu testirati inovativne modele evropskega visokošolskega sodelovanja, ki bodo nekoč, tako pač upamo, podlaga za razvoj koncepta in organizacijske strukture nove evropske transnacionalne univerze. Evo, da se je jezik odpletel. Za vse tiste, ki bi želeli kaj od tega vedeti, vam bom poslala material, in si treba zapisovati, vse v redu. Skratka, zdaj tako je, današnji dogodek, tako razstava kot ta novinarska konferenca, to smo organizirali z namenom ozaveščanja javnosti o problemih, s katerimi se soočajo oboleli in njihovi svojci. Potem, da predstavimo rešitve, ki so jih oblikovali študenti pod mentorstvom, in pa seveda o vlogi univerze, kot je nekaj že povedal tudi o tem rektor, ki naj bo neka gonilna sila razvoja v povezavi s partnerji iz gospodarstva, civilne družbe in tako naprej, kar bo pač na neki točki, in tudi produkti, kot smo jih danes videli, omogočali boljšo kakovost življenja ljudi in skupnosti nasploh. Tako da, kaj smo mi tukaj delali? Mi imamo projekt, pa znotraj projekta imamo še nek projekt, pa še nek projekt. V bistvu je pa to v okviru Open Innovation Challenge-a. To je ena ideja, da v bistvu prek študentov se preoblikuje univerzo v akterje družbenih sprememb, to kot sem rekla. In cilj je preizkusiti nove pristope za univerzo, spodbujanje idej, osredotočenih na študente, omogočati, da se opolnomočijo in jih usmerjamo v sodobne izzive, s katerimi se soočajo naši partnerji, kar se je pa tukaj v resnici zgodilo. Če tako pač na kratko povem, farmacevtska družba Roche je postavila izziv za oblikovanje pripomočkov, ki bodo pač olajšali uporabo. In potem smo na univerzi v bistvu poiskali partnerja, Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, in vi ste pripeljali potem še društvo Spoznajmo multiplo sklerozo in tukaj se je zgodila ta sinergija.
Zdaj pa, da seveda jaz ne bom zašla na to polje, ki pač ni več moja domena, ne? Jaz sem imela samo priložnost pri tem sodelovati. Bi jaz lepo kar prosila vas, Lidija, ki ste tudi projekt vodili, da nam poveste na kratko. Super, Jelena, hvala za uvod, no, in tudi za to predstavitev ali pa prebijanje leda. No. In ja, projekt je nastal na pobudo predstavnic Univerze v Ljubljani. No. Se pravi, gospe Tamare Boh pa gospe Jelene Ličanino. In tudi te dve sta nas povezali z podjetjem, farmacevskim podjetjem Roche in potem in seveda tudi hkrati z društvom Spoznajmo multiplo sklerozo, kar se je izkazalo kot super, recimo, interdisciplinarni začetek. No. Ja, tako smo se mentorji in študenti srečali iz strani ALUO, smeri industrijsko oblikovanje z izzivom razumeti ali pa odkrivati na začetku vse te najbolj pomembne probleme ali pa izzive obolelih z multiplo sklerozo. Seveda pa to smo tudi na začetku razumeli s pomočjo Renate Žohar, da gre za različne faze, za različne stopnje, različne oblike obolelosti. Ne? In ja, to nam je pomagalo pri tem, da začnemo, da zastavimo projekt skupaj z ostalimi partnerji. In zdaj, če preskočim na to, koliko nas je sodelovalo, no, ker gre za interdisciplinarni projekt. Seveda, se pravi, če še enkrat poudarjam, je šlo za Univerzo v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost, industrijsko oblikovanje, potem društvo Spoznajmo multiplo sklerozo, potem člane tega društva in pa potem v zaključnih fazah projektne naloge smo pa pridružili še že vnaprej predvidene študente drugih področij. No. To so študenti smeri medicina, strojništvo, fakulteta za računalništvo in informatiko, sociologija, arhitektura, medicina in kognitivne znanosti, ki so znotraj sklopa FRI. No. Tako, se pravi, projekt je v grobem potekal v naslednjih fazah, raziskovalno-analitični fazi, sintezi, konceptualni fazi, ki je vključevala tudi hitro prototipiranje, sledila pač priprava vseh teh predstavitvenih materialov, ki jih lahko vidite tle. In tle naj sam poudarim, da te materiali, ko so tukaj danes predstavljeni, so faza recimo naprednih modelov ali pa nadgrajenih rešitev strani študentov ALUO in drugih študentov, ki pa bi morala iti za realizacijo tudi v naslednjo razvojno in proizvodno fazo. Tako da pojasnim to, kar tle danes gledate. Tako, no, se pravi, raziskovalno-analitični del je temeljil na seveda preverjeno izhodiščne hipoteze, ki smo jo zelo hitro dobili na podlagi pogovora z vami, Renata, ko ste se pridružila na fakulteti pri seminarju. No. In ta temeljna hipoteza je bila, no, da zaradi pogostega medicinskega izgleda ali nezmožnosti prilagajanja teh pripomočkov za različne kontekste uporabe, kot so na primer posebne priložnosti, matura otroka in dogodki, moraš v javnosti predstavljati nekaj, kar še vedno si v službi in tako naprej, da rabimo prilagoditve teh obstoječih izdelkov, ki so na voljo. Pa ne samo preko ZZSS, ampak tudi v Sloveniji. In slednje predstavlja velik problem, ker se potem, to je bila del hipoteze, no, da se potem oboleli velikokrat izogibajo uporabi teh pripomočkov, ker jih stigmatiziramo. Se pravi, če si predstavljate, da se pojavi mama otroka na valeti, recimo, no, z pohodnimi palicami namesto prilagojenimi palicami in tako naprej, to seveda povzroča veliko stigmo. Ja, se pravi, potem poleg tega pogovora z Renato, no, ki nam je veliko dal, no, smo opravili namizne raziskave, pregledali obstoječe rešitve na trgu.
In potem smo se fokusirali kot planirano na kvalitativne uporabniške raziskave. In tle so bile izvedene najprej spletne raziskave oziroma spletna anketa, kjer je odgovorilo 121 oseb, kar ni malo, na ta prva vprašanja, ki so pomagala študentom potem fokusirati nadaljne stvari pri kvalitativnih uporabniških raziskavah. In na to smo spodbudili 7 članov društva SMS z to boleznjo, da so 3 dni beležili svojo rutino. In pri tem smo jih tudi spodbudili, da izpostavijo svoje recimo negativne in pozitivne izkušnje. Ker če bi izpostavili samo negativne izkušnje, bi bili sam tam, in lahko bi morda z rešitvami pokvarili njihove pozitivne izkušnje. Tako da smo probali zajeti oboje. Na to smo šli na tiskovno konferenco, mislim, da v marcu, ki jo je imelo društvo Spoznajmo multiplo sklerozo, in smo to konferenco izkoristili tudi še za osebne pogovore z vsaj 2 obolelima. In tudi tle smo imeli stik v realnosti, z obolelimi, ki smo jih opazovali tudi med tem posebnim dogodkom. In smo lahko to spremljali in tudi smo potem zabeležili vse tisto, kar so oni povedali. Sledile so nadaljne kvalitativne uporabniške raziskave, kar jaz mislim, da je bila najbolj pomembna zadeva, je bila to soustvarjena delavnica z obolelimi. Tle nam je tudi Renata pomagala v veliki meri, da so se udeležili na tej soustvarjalni delavnici, ki je žal potekala preko Teamsov zaradi korone in tako naprej. In pa seveda predvsem zaradi tega, ker obolelim z multiplo sklerozo ni enostavno priti na neko lokacijo, nekje druge. In tam mislim, da smo zajeli ključne probleme, ki jih tudi danes predstavljamo v obliki rešitev tle na tej razstavi in seveda v brošuri, ki jo lahko vzamete. Ja, potem boste še dobili, mislim, da sem tam vrečko parkirala, ker so notri še brošure, ki jih je Alvo pripravil v bistvu z vsemi izdelki. Če se še sam povzamem, če je še časno, področja, s katerimi smo se soočali na podlagi raziskav, je to bilo usmerjeno v recimo nemoteno recimo prenašanje stvari znotraj doma, ker se oboleli, to smo izvedeli iz teh soustvarjalnih delavnic, da imajo problem s tem, da recimo tekoče stvari ali pa težje stvari, recimo tudi če so v kuhinji in če želijo ustvarjati ali pa delati kosilo za družino ali pa obed, je problem, kako to prenesti iz pulta na mizo, ali pa kako si prenesti recimo tekočino v večji količini iz kuhne v dnevno sobo ali kamorkoli. Potem problem prenašanja težjih predmetov znotraj prostora ali pa premikanje znotraj prostora, brez da uporabimo invalidski voziček. Sam ne vem, ker invalidski voziček tudi povzroča poškodbe na recimo vogalih, stanovanja in tako naprej. Tako da rešitve so raznolike in Odlično. Renata, če mogoče zdaj vi z svojega konca poveste, kako je prišlo do tega sodelovanja, kako ste zadovoljni, kako je to izgledalo, kaj to pomeni za vas? Ideja o takšnih pripomočkih, o takšnem načinu izdelave pripomočkov je nekje trajala, nekje stala, zapuščena v nekem vogalu vse 4 leta in lahko me popraviš. Tako dolgo smo nekako ugotavljali, kako bi lahko pripomočke naredile malo drugačne, da ni pripomoček enak, ko greš v gledališče ali na, ne vem, v telovadnico ali na baleto kot roko in potem imaš en isti pripomoček za vse aktivnosti. Sama sem ugotavljala, da bi v določenih trenutkih večkrat potrebovala kakšen pripomoček. Predvsem ta hojica bi mi res prav prišla. Ampak sem se izogibala in še vedno se je, ker
mi res ne deluje čist nič prijetno. No? In sem lažje brez nje, ko pa ne morem je sprejeti takšne, kot je. Mogoče bom pa res, ko bo res tista huda sila sprejete. Sem pa večkrat opazila določene stvari, sama sem delovna terapeutka, da so se pri osebah, ki so bile omejene v določenih aktivnostih, za njih izvedli določeni pripomočki, ki so se potem začeli uporabljati v gospodinjstvih, med ljudmi, ko niso imeli nobenih težav, ampak to so bili res tisti pripomočki v kuhinjo, ki so se kar sprejeli med ljudmi in pol sem si smislila, pa zakaj ne bi bili ti pripomočki, ko že so, malo drugače narejeni, malo bolj lepši, ne tako industrijski, pa bi mogoče tudi ljudje za vsakdanjo uporabo tudi uporabljali takšne pripomočke, takšne stvari in prav to se danes na tej predstavitvi, na današnji razstavi pokazalo, da je ogromno teh izdelkov, ki bi bili za vsakdanjo uporabo, tudi za tiste ljudi, ki nimajo nobenih omejitev. In res lahko me zdaj popravite, ko smo to gledali, ko sem šla po vrste, meni se je zdelo vse skupaj tako prijetno, tako toplo, tako sprejeto in za strani uporabnika tega in pa bolnika z omejitvami sem vam izredno hvaležna, Rošo za posluh, Nina, hvala, potem univerzi, ki ti je prisluhnila, mentorjem, študentom, ki so se na to odzvali in res, če stopimo skupaj, lahko naredimo izjemne, velike stvari. V začetku sem rekla, da je ta projekt nekje bil v kotu 3-4 leta. Zdaj naslednja nadgradnja sledi te pripomočke, ki ste jih oblikovali, spraviti v življenje, na police, ven. Nekako v sebi vem, da to ne bo drug teden, ali pa mogoče tudi drugo leto, ne, ampak bolezen me je naučila ene potrpežljivosti, vztrajnosti in jaz verjamem v to, da bomo potem lahko šli med policami in rekli, mi smo pa to skupaj delali tistega leta na univerzi in poglejte, to pa je naše delo. Tako da jaz verjamem, da to 100% zunaj bo. Rabimo čas, rabimo potrpežljivost, bo pa. Pa podporo. Ja, verjamem v podporo, verjamem tudi v podporo. Si tudi mi želimo podpirati. Mislim, da mogoče lahko Jure zdaj vi pristopite k stvari in poveste, koliko potrpežljivosti oziroma kakšen je način dela študenti, recimo pri takih stvarih, pa kako se razlikuje to, bom rekla, vključujoče oblikovanje, ne, od tistega, kar rečemo, da oblikujemo za širše množice, ne, oziroma za povprečno populacijo. Hvala lepa. Mogoče kratek odgovor je, da se ne razlikuje. No? Tako da, skratka, če mogoče pogledam zornega kota mentorjev, no, je v bistvu naša naloga pri projektu bila, da skušamo odpirati področja, včasih malo provocirati študente in skušamo nastaviti ogledalo in jih usmerjati zlasti takrat, ko se kdaj zataknemo. Tako da rečemo, da smo se primarno ukvarjali s tem. Zdaj, z našega zornega kota mentorjev, no, se nam zdi, da pri takih projektih je najbolj interesantno, da so študenti sposobni dati številne kvalitetne odgovore, ki so različni, ampak na eno vprašanje. Ne. In to je v bistvu verjetno neka konkurenčna prednost ali pa bogatstvo, pravzaprav, ki ga imamo, ki ga gojimo na univerzih. Ne. V profesionalnem okolju imate verjetno samo en ali dva mogoče odgovora na neko vprašanje. Ne. Tukaj pa dobimo celo paleto. Ne. In tem je zelo velika kvaliteta in oblikovanje se vedno ocenjuje ali pa vrednoti v kontekstu uporabe ali pa v kontekstu nekega konteksta. Ja.
Tako da in tam, kjer je več odgovorov možno, je vedno odlično. Zdaj, večina študentov, ki so delali na projektu, so kar zreli, gre večinoma za podiplomske študente in ti imajo že kar nekaj izkušenj. Tako da za nas spet strani mentorov je odlično gledati, ko jim damo neko nalogo, v nekaterih primerih kar težko, ampak vedno splavajo na površje, vedno dobijo neke ideje in tako naprej in v bistvu opazovati ta del je res privilegij. In zato ocenjujemo, da so naši študenti pravzaprav zmožni reševanja teh kompleksnih problemov s pomočjo kreativnosti, seveda, znajo upravljati s projekti, to je tudi kar pomembno, znajo se soočiti s težjimi izzivi, pa premorejo čustveno inteligenco, kar je zelo pomembno pri takih projektih. Kot ste videli, znajo pa tudi realizirati svoje zamisli, bodi si skozi izdelke ali pa skozi storitve, tako da ponudijo celo paleto. Ozadje našega interesa, mogoče akademije, je tudi v tem, da pravzaprav se že dalj časa ukvarjamo z delovanjem takih družbeno odgovornih nalog, bodi si skozi program, bodi si skozi številne projekte, ki jih delamo, ali pa tudi študenti sami preko diplomskih ali pa magistrskih nalog. Prepričani smo, da je ravno oblikovanje premore združevati različne interese. In te interesi so včasih kar nasprotujoči in jih je zelo težko pravzaprav spraviti na nek skupni imenovalec in pa pol se prav ponuditi neke rešitve, ki so uporabniku ali pa okolju nek prijazen način. In ravno interdisciplinarni pristop, raziskovalni pristop, timsko delo, delo z različnimi strokovnjaki, participatorni pristop je pravzaprav vsakdanja praksa pri oblikovalski metodologiji. Tako da smo uživali pri projektu. Če mogoče zaključim, jaz mislim, da v kontekstu tega projekta je zmožnost empatije, ki so jo pokazali študenti, ravno tista največja kvaliteta, ki so jo prinesli v ta projekt. In z moje strani tudi velika zahvala zlasti obolelem in društvom, pravzaprav oni so bili temeljni, da smo lahko ta projekt kvalitetno začeli, naredili raziskavo in tudi zaključili. Hvala lepa. Veliko pohvalnih besed, tako da Daša, meni se zdi, da je zdaj pritisk kar precejšnji, tudi vi kontra pohvalite. Mogoče poveste kaj več o samem procesu študentskega dela, zdaj smo slišali to, kako je strani mentorjev, kako je strani društva vse skupaj potekalo. Kako je pa to za vas? Ja, dejansko še nimamo toliko veliko izkušenj v tem začetnem raziskovalnem delu, tako da pač za začetek lahko sploh rečem, da smo se študenti na ta projekt prijavili, ker mislim, da lahko kar v imenu vseh govorim, ker imamo željo po pomaganju in po oblikovanju neke vključujoče okolice, ki je pač prijazna za vse. In ja, strani študentov dejansko ta raziskava na začetku, nismo je toliko navajeni, dejansko, Super, kako gre, odlično. Zdaj, kjer je raziskava? Ja, najprej smo na začetku smo opravili to namizno raziskavo, da smo se dejansko sploh spoznali, kaj ta bolezen je, kaj pač prinese sabo in s čim se soočajo bolniki. In potem nam je še pač ta uvodni pogovor z gospo Renato dejansko dal ta nek vpogled v to, kaj pač to dejansko pomeni. In potem tudi, ko smo izvedli to anketo, ki nam je prinesla te kvantitativne podatke, in potem tudi, ko smo izvedli te delavnice z uporabniki, v bistvu to so bili bolj kot neki intervjuji skupinski, kjer so se pač sodelujoči lepo dopolnjevali med sabo.
In tam smo pa potem dejansko dobili te neke malenkosti, ki niso bile v predhodni raziskavi tako izpostavljene. Tiste neke čustveno zaznamovane stvari, ki so najbolj pomembne. In to nam je potem dalo, da smo lahko si izbrali področje, ki nas je nagovarjalo in potem nadaljevali z oblikovanjem, ki smo ga pač te nadaljne faze so nam pa že kar znane, no. Se pravi najprej neko skiciranje in testiranje idej in potem še razvijanje izdelka. Tukaj je prav prišla ta empatija, ki je profesor Miklec prej omenil, tako da ste zaznali te majčkane čustvene drobce in potem iz njih potegnili. To, ker običajno, kot človeka vprašaš nekaj, razmišlja na veliko, ta velik del, pa velik del. Najbrž si predstavljam, da ti intervjuji so potekali, pa mogoče pol že mečkam bolj sproščenem ozračju, kot neki pogovori bolj, takrat se pa pol izkaže, Pa za naš študente je bilo mogoče novo tudi na tem projektu, da smo imeli možnost sodelovati v nekem interdisciplinarnem timu, se pravi, da so se priključili tudi študenti ostalih fakultet, ki so nam lepo dopolnili to našo manko v znanju, se pravi, kjer se konča naše področje, potem pač so oni pristopili nam iz neke druge strani in pomagali. Super. Pride do končne rešitve. No, pa smo prišli do konca prvega kroga, ta interdisciplinarnost. Badreddin, vi ste z medicinske fakultete, 6. letnik. Če sem prav razumela, vas nevrologija tudi zanima, pa bi mogoče vi, ko smo se pogovarjali, ste rekli, da uporabnost tega projekta sega dlje kot samo uporabnost za obolele z multiplo, in to smo danes že slišali in je fajn to večkrat poudariti, tako da bi vas kar prosila, da mogoče poveste kaj več o tem. Hvala. Jaz sem opazil, da veliki ljudi so slišali o multipli sklerozi, ampak ne vejo točno, kaj je in kako poteka. Torej bom na kratko razložil, na hiter, da je neozdravljiv avtoimunska bolezen in traja do konca življenja in tudi, da šteje kot drugi najpogostejši vzrok invalidost pri mladih ljudi. Če se ne ozdravi, potem več kot 30% bolnikov lahko doživijo po 20 letih lahko razvilo zelo znatno telesno prizadetost. V Sloveniji živi okoli 3000 do 3500 ljudmi z multiplo sklerozo, torej kar precej velik, vendar na žalost zaenkrat nimamo še registra bolnikov z multiplo sklerozo. In prizadene predvsem ljudi v najbolj aktivnih letih, mladi ljudi. Se običajno diagnosticira pri osebah, ki so stari od 15 let do 45 let. To so mladi ljudi, vendar se lahko pojavi katerkoli starosti. Za večino ljudi je težko predvidevati, kako bo poteka bolezen. Poznamo veliko več različnih podtipov. Lahko začne z recidivno, remitentno obliko, to pomeni, da ljudi z multiplo sklerozo simptomi lahko izboljšajo s časom, pride pa zgine kot zagon. Poznamo sekundarno napredujočo obliko, to pomeni, da ni izboljšanja vmes, lahko samo napreduje, izboljšanje, ampak ni pride nazaj, kot je včasih bil, ali samo primarno napredujoča oblika in od tam, že od začetka je samo brez umestnih izboljšanja. Vemo, da invalidost v taki situaciji lahko pride v veliko različnih oblikah, od preproste samo bolečina ali utrujnost, ki jih doživi več kot 70% ljudi z multiplo sklerozo, lahko pride do motnja vida, motorika, pri katerih zaradi katerih bolniki z multiplo sklerozo so več nagnjeni, da bojo padli, pa prizadeti so lahko tudi drugi sistemi in vidiki življenja, kot so vid, izguba čutil, izguba nadzora nad mehurjem, spolna disfunkcija, lahko tudi izguba ravnotežja, tremor. Zato potrebujemo veliko pripomočkov za pomoč pri tako raznoliki paleti težav.
pripomočkov za ravnotežje in premikanje po stanovanju z ljudi, ki so v bolj napredovanjem obliku, prilagojen večnamenski rolator za mlade ljudi, ki je bolj atraktiven za mlade ljudi tudi, ki imajo več težave z mišično močjo in ravnotežja, pripomočkov za izboljšanje ženske intimi, da ohranijo samostojnosti, pripomočkov za rešitev za lažjo prepravo obrokov, pa prinašanje tekočin in težjih predmetov. Te pripomočki omogočajo pacientu, da ohranijo njihove obveznosti in občutek normalnega življenja. Številni že razpoložljivi pripomočki niso prilagojeni za vsem, nimajo večnamenske funkcionalnosti, niso enostavni za uporabo ali pa niso atraktivni za mladi ljudi. Ker, kot ste že omenili, da poudarjajo njihovo invalidnost. Medtem ko nekateri področja pa ostanejo večinoma prezrta, kot so ženske intimne higiene ali pa lečenje. Zato sem bil tukaj navdušen nad sodelovanjem v projektu. Razvili so neverjetne ideje in medtem sem ugotovil, da koristi projekta je presegla pričakovanje, pa saj lahko večina teh pripomočkov so uporabni tudi v drugih področje, naprimer za pacienti, ki imajo tudi drugi nevrološke bolezni, možganski kap, revmatološke bolezni, mišične bolezni. Torej res, te pripomočki bojo prišli v pomoč ne samo za pacienti z multiplo sklerozo, ampak v več področjih. To je res tako vključujoče oblikovanje, bi lahko rekel, to se strinjamo. Zdaj smo prvi krog zaključili. Zdaj me pa zanima, če je mogoče kdo od vas bi še kaj dodal, če ste kaj pozabili ali pa ste se kaj spomnili vmes. Gledate na uro? Ne. Lahko sam poudarim, da to, kar je zdaj Dragin povedal, se mi zdi super dobro zaznano, glede na to, da prihaja iz stroke drugih študentov. In da ta vse vključujočost in pa empatija do vseh ostalih se mi zdi super dobro, pa interdisciplinarnost, da lahko prinese super dobre stvari še naprej. Projekt je recimo zdaj v fazi izboljšanega koncepta, to, da še to pojasnim, to ni izdelek, ko gre tako na trg, ampak je v fazi izboljšanega koncepta, ki rabi poglobljeno raziskovanje oziroma razvoj strani več strok. Zdaj, da pride na police, rabimo še... rabimo še nekaj časa. Še kar nekaj spodbuditi proizvajalce, nekaj tudi jih kličemo, spodbujamo zraven, pa ne samo Slovenija, ampak tudi tujino. To pomeni ne samo proizvodne kapacitete, ampak tudi razvojne. In to je en tak začetek, bi rekla, mogoče lahko... Je dober, napreden začetek. Zdaj, če imate mogoče še kakšno vprašanje, da zgledam. Jaz bi mogoče še nekaj dodala. Zdaj, ko sem poslušala to tiskovno konferenco celo, sem razmišljala o tem, kako dostikrat rečemo bolniki, ko imamo multiplo sklerozo, kako smo omejeni, pa ne moremo enega, pa ne drugega, pa ne. Nekatere stvari ne grejo, ampak v tej točki pa smo združili toliko vej v ustvarjanju, v kreativnosti na univerzi, toliko nekega znanja na en kup, ko se mi zdi, da to lahko naredi multipla skleroza, se mi zdi pa kar wow, In potem takem, da, tako kot ste lepo rekli, da smo presegli pričakovanja tega projekta, se mi zdi ena izjemnost in če je bila prav mogoče multipla skleroza tista, ko je izvala dogajanje tega projekta nekaj imenitnega in pa lepega na koncu. Tako da mislim, da je fajn, da si povemo tudi eno pozitivno plat te bolezni, če jo že imamo, dajmo malo z druge strani preveriti stvari. Tudi takšne stvari se dogajajo. In mogoče bomo res komu z
drugo boleznijo pripomogli k kvaliteti življenja ali pa tudi, ne vem, ljudem, ko niso omejeni, pa jim bo lažje določeno stvar izvesti. Tako da sem zelo hvaležna, da se je ta projekt začel in res s presežki tukaj zaključil. Bomo pa nadaljevali. To je mislim, da želja vseh, ne? Tako da Nini Remškar iz farmacijskega podjetja Roš in vam, Renata, iz Društva Spoznajmo multiplo sklerozo, se zahvaljujem, da ste imeli to nekje v predalu in da ste to svaljkali. Tako da me zanima, kaj imate še? Mogoče še kaj? Ni nujno povezano samo s tem, ne? Brez skrbi, brez skrbi. Tako da mislim, da je to res lep pokazatelj sodelovanja in napredka, ki nas v resnici čaka, če se bomo na ta način povezovali, ne? Se pravi, univerza, potem različne fakultete in discipline, gospodarstvo in civilna družba. Hvala vsem še enkrat za vaše delo, vaš vložek, pripravljenost in pa seveda za današnji dogodek, tako prvi kot drugi del. In seveda nadaljujemo. Ja. Hvala.